Kot založnik gledate na talente, na pevce, ki so se predstavili v oddaji drugače, kot recimo televizijci ali pa občinstvo. Kdo so mogoče kakšne take osebe, ki so zanimive založniško, pa mogoče tudi koliko je Lina zanimiva založniško, ker delati z otrokom je ponovadi drugače, kot delati s kom drugim, ne? No, jaz bom rekel tako, da so od prvega do zadnjega vsi finalisti založniško zanimivi, vkolikor bodo sami pri sebi razčistili to, da oni želijo ustvarjati kariero kot glasbenik, kot estradnik. Tukaj se sploh ne omejujem na pevce, ne? Tudi recimo plesalci. Plesalci, če bodo naredili recimo šov, ki bo primeren za gledanje doma, bi z veseljem bil njihov založnik DVD-jev. Torej, tako kot sem rekel, sploh ni izjeme, ne, da bi rekli, no, mogoče pa ta ne, ne. Jaz mislim, da prav od prve do zadnje osebe ali pa skupine lahko računajo na lepo kariero, če bodo sami to seveda želeli in za to pripravljeni, pa narediti to, ker do zdaj jim ni bilo treba, zdaj so za to medijsko pozornost bili v bistvu nagrajeni gratis, ker so se prijavili. Od zdaj naprej ne bo pa treba delati, ne. Zdaj bodo mogli pa z delom pokazati, da so vredni te pozornosti in da znajo ta talent izkoristiti tako kot do sedaj recimo uveljavljeni estradniki, ki so morali mogoče po drugi poti pa podaljši priti do tega svojega uspeha. Ste kot partner projekta že mogoče stopili v kontakt s kom ali pa je kdo stopil v kontakt z vami kot velikim založnikom? V bistvu mi kontaktiramo potencialno zanimive izvajalce. Glede na to, da je zmagala Lina, smo začeli pri njej. Tako da z Lino oziroma starši smo se pogovarjali oziroma sploh debatirali o ideji, glede na to, da je Lina specifična oseba zaradi svoje mladosti. Je sploh vprašanje, ali bi Lina si želela zdaj delati na tem, glede na pač ona je šele začela svoje življenje in sigurno je lahko šov, ki traja 3 mesece, nekaj zanimivega, zdaj pa snemanje, ki pa v nekem zaprtem studiu, pa mogoče to niti ne bo zanimivo, in bomo videli, kaj se bo odločila. Zaenkrat je to še stvar odločitve. Potem bomo videli naprej, kdo od ostalih bi recimo bil v takojšnji fazi, da tako rečem, primeren za to, da začnemo z njim delati. Recimo zelo zanimiva se nam zdi Tina Drole. Zakaj? Zato, ker je v bistvu pokazala, da je resen skrit talent, ker smo v začetku v oddajah gledali zelo zadržano. V bistvu smo videli, da mogoče niti nima take blazne želje to pokazati, ampak ima pa blazno kapaciteto vse. Zdaj, že ta podatek, recimo, da ona igra 5 inštrumentov, je nekaj, kar si mislimo, da ne bo muha enodnevnica. In ima tudi svoj band, konec koncev, ne? Ja, no, mislim, njen band je nekaj, kar pride zraven, ampak... To je ta založniška zgodba, vzameš sam ta božga, sestaviš z drugimi. Ja, zdaj ne vem, v bistvu ona s svojim bandom dela nekaj, tukaj se je pokazala v drugi luči, ne vem. Zdaj, stvar je v tem, tako kot sem sam rekel, mi delamo z osebami, ki vejo, kaj želijo, in je ta njihova želja nekaj, kjer se tudi mi noter vidimo. Mi skratka ne mislimo prav nobenega siliti v nekaj, zato da bi mi ustvarjali, ne vem, založniški interes, ki bi se pa razlikoval od pevčevega oziroma talentovega interesa. Tukaj morajo biti skupni interesi nekaj narediti. Zdaj, če ima ona recimo željo izvajati svojo kariero naprej kot pevka v rock bandu, bi jaz po moje rad slišal najprej, kako ona to misli povedati. Ker ljudje so jo videli kot izvrstno jodlarko.
pevko. S prekoslovenskim potencialom, ne, konc koncev, vse alpske dežele. Ne. Tako da jaz jo vidim, ne, da bo zdaj ona tukaj narodna zabavna pevka, ne, ampak v bistvu bi temu rekel slovenska pevka. Ne. To nas zanima, ne, ker rock pevka nam manjka. Ne. Mislim, ne govorim o slovenskih, ampak hočem reči, da rock material ne izvira iz Slovenije. Ne. Rock je nekaj, kjer se drugje rojeva. Ne. Če zdaj govorimo o talentih, ne, mislim, da je Tina Drole talentirana za slovensko pevko, ne pa za pevko v rock bandu.